No, dejstvo je, da smo poslušali dva tožilca, ki sta dvakrat brala isto stvar. Že to kaže na veliko konfuznost tega, kar se je dogajalo v sodni dvorani. Še bolj konfuzna pa je ta vsebina. Bilo je 60 obravnav, niti en očitek iz obtožnega predloga za izmano ni zdržal. Vse priče so obtožbe zanikale, niti enega dokaza tožilstvo ni ponudilo. Ampak kljub temu so danes ponovno v zaključni besedi in to dvakrat prebrali stavke iz obtožnega predloga, po katerih naj bi jaz neugotovljenega dne na neugotovljen način na neugotovljenem kraju dobil obljubo nagrade in še to za druge. Tisto, kar je bilo dodatek danes, pa je možno razbrati iz zaključne besede gospoda Ferlinca, da naj bi jaz tudi neznanega dne na neznan način, na neznanem kraju vplival na neznane osebe, da bi te izvedle naročilo oziroma nakup oklepnikov. Skratka, absurd se je danes še podvojil. Tožilec je poleg tega v zaključku in tudi na začetku političen, približno tako kot vojaški tožilec pred 25 leti bil, pa je tudi osebno žaljiv, to pa bolj kot vojaški tožilec pred 25 leti. Kako pa komentirate zahtevano kazen? To je popoln absurd. Še večji absurd pa je, da tožilec ob tem govori, kako naj bil to nek zgled boja proti korupciji. Slovensko tožilstvo v zadnjih 20 letih ni vložilo niti ene obtožnice zoper tiste, ki so izropali slovenski bančni sistem v 90 letih, niti zoper tiste, ki so zdaj Slovenijo potisnili samo mednarodne finančne pomoči s te 108 milijardno luknjo v slovenskih bankah. Tam je korupcija, tam so milijarde in niti ene obtožnice. Kako pa komentirate tole primerjavo s tem razkritjem, v kateri se kar je pač tožilec tu zdaj omenil? Nekako se vas primerja s Hildo Tovšak. Če zdrži kakšna primerjava z to zadevo proti Tovšakovi, potem je konfuznost tožilstva in dejstvo, da ne znajo seštevati, niti ne poznajo datumov in koledarjev. Hvala lepa.